Če postaneš woke, bankrotiraš. Iskreno, postaja že kar naporno. Ampak imamo nov primer, kako Hollywood poskuša vsiliti woke ideologijo. Tokrat Supergirl. Ker je Supergirl, ki jo igra Millie Alcock, zelo nadarjena igralka, če smem dodati, zdaj razdelila oboževalce, potem ko je izjavila, da superjunakinjo privlačita oba spola, ko so jo vprašali, ali je lik queer. In zame reči, da gre v obe smeri, dobesedno pomeni samo to, da želim dobiti woke točke, ampak v resnici nisem pripravljena iti do konca, če bi morda s tem zadovoljila tudi konzervativce. Torej, recimo, da je odprta za vse. To je tako dolgočasno. Na tej točki je res izčrpavajoče, da nam vsiljujejo te neumne ideologije. Pozabimo na dejstvo, da vsi vemo, da je Superman moški, zdaj pa imamo novo različico Supergirl. Podpiram, da so dekleta močna, čudovita, ampak zakaj? Zakaj morate vsiljevati to smešno stvar? Millie Alcock, ko so jo vprašali o Karini spolnosti v Supergirl, ne vem. Mislim, da je tisto, kar naredi ta film tako lep, to, da ni osredotočen na moškega. Sploh ni osredotočen na ljubezen. Res ne vem, verjetno bi bila všeč oba spola. Zdaj vas bom vse vrnila nazaj k tisti stvari z Rachel Ziegler. Se vsi spomnite tiste ženske? Tista res nadležna ženska, ki nas je vse spravila v zadrego v Hollywoodu, ker je počela nekaj čudnega z usti. Veste, o čem govorim? Ampak je tudi vsiljevala svoje politične agende v film do te mere, da ne vem, če je bil film odpovedan, ampak je bil vedno znova popolna katastrofa. No, zdi se, da Millie Alcock počne isto, kar je škoda, ker je tako nadarjena. Ni treba izstopati na tak način. Millie se počasi spreminja v Rachel Zegler in to je tako žalostno videti. In upam, da tega ne bo storila, ker je Rachel Zegler popolnoma najprej uničila svojo hollywoodsko kariero in uničila velik film, za katerega je bilo uporabljenega veliko denarja. Zdaj, Don v tem videu poda zelo dober argument in si ga morate ogledati potem. Ampak bistvo je, da smo preprosto naveličani politike v kinu. Tudi jaz nočem svoje politike v kinu. Poskušam si ogledati film o nekih čudnih stvareh in pobegniti iz resničnega sveta, kaj ne? Če želim... Seveda, ja. Hudiča, zdravo. Želim si ogledati film in se ali naučiti nečesa resničnega, izvedeti nekaj o tem, kaj se dogaja v svetu in se izobraziti, ali pa preprosto izklopiti možgane od vsega, kar se dogaja. Nočem iti tja samo zaradi zabave, ampak tudi zato, da bi me na nek način podzavestno izobraževali neki kreteni iz Hollywooda, ki jim ni prav nič mar zame, za mojo družino ali za karkoli, kar je povezano z mojim dobrim počutjem. Nočem, da je to politično glede nečesa, naj to naredim sam. Seveda, ja. Sovražim, da morajo ljudje prinašati svoje osebne zadeve v javnost in nam jih vsiljevati. Zdaj, očitno je bila Rachel Ziegler pretirana. Millie še ni tam, kaj ne? Postavili so nekaj vprašanj in zdi se mi, da se približuje temu, kaj ne? In ko je šlo za Zieglerjevo, je bilo vse tako narcisoidno in egocentrično. Spomnim se, da se je prepirala s producenti, njeni PR ljudje so verjetno izgubljali razum. In zdelo se je, kot da ji sploh ni mar, kar je bilo noro. Zdaj bo očitno Millie nova Supergirl. Mislim, da so ji zastavili nekaj vprašanj in je rekla, da bi lahko bila Supergirl LGBTQ in da ji morda moški sploh niso všeč. Lahko bi bila biseksualna. Samo vesel sem, da ni tako. Rekla je, vesela sem, da se ne vrti okoli moškega. Glej, razumem, to so tvoja prepričanja. Ampak razumi, večina ljudi na svetu si želi samo ogledati film. Moj najljubši film vseh časov ima glavno žensko vlogo, kaj ne? To je Uma Thurman v filmu Kill Bill. Obožujem Kill Bill. Najprej obožujem Quentina Tarantina, ampak obožujem serijo Kill Bill. Misli bilo treba truditi. Bila je preprosto prava frajerka. Veš, kaj misli? Bila je preprosto frajerka, veš? In to mi gre res na živce. Veš, očitno Margot Robbie, ne? In Črnogova, Scarlett Johansson, sta res hudi. In ima ni treba biti pretirano feministični in ti to siliti v obraz, veš? To je bistvo. Če si res dobra igralka, potem prevladaš na platnu in si tista, ki si jo ljudje zapomnijo. Ni ti treba vsega narediti v tem, da ponižuješ moške. To je res smešen pojav. Res smešen pojav. Videli smo čudežno žensko, neverjetno, kot je omenil. Videli smo toliko ženskih likov, tudi če niso glavne, vodijo zgodbo. One so tiste, ki očarajo. One so lepota. One so inteligenca. Tako zabavno je gledati močno žensko, ampak to je to. Tam se mora končati. Zabavno je gledati močno žensko. Ni treba, da gre za poniževanje moških. Ker veste kaj? Na zaslonu so tudi res odlični moški, ki jih je zabavno gledati. Ti dve stvari se ne izključujeta. To je tako nadležno. Preberimo tole.
Kritiki ne varčujejo s kritikami na račun Supergirl, ocene pa so veliko slabše, kot smo pričakovali. Seveda, ko posnameš film o političnih agendah, se ljudje hitro naveličajo. Supergirl bo šla v zgodovino kot prvi film v novi časovnici DC vesolja Jamesa Gunna, ki je dobil hitro slab rezultat pri kritikih, medtem ko so mnenja odobrenih strokovnjakov povprečna. Ali to pomeni konec filmskega oddelka DC? Kliknite na naš video, da slišite, kaj pravijo druge recenzije. Ne želim. V redu, v času pisanja tega ima Supergirl na Rotten Tomatoes 59% oceno kritikov, kar je tik nad povprečno oceno, a še vedno z oznako Rotten. Nekateri kritiki so bili nad filmom presenečeni, vendar so imeli velike težave z neinspirativno zgodbo filma Ubij kram, reši psa. To so motivacije, ki poganjajo celotno, niti dovolj zanimivo, da bi bila zapletena z zgodbo Supergirl. Morda je zato film poln akcije, a hkrati neverjetno dolgočasen. Dajno, je res glavna zgodba reševanje psa? To ni ravno dobro. Na tej točki imam še eno težavo, ne samo z umetno inteligenco, ampak nasploh, glede na količino filmov, ki izhajajo, če se še vedno držiš nečesa povprečnega in dolgočasnega, si končal. Ko pridem v kino z vsem tem filmskim znanjem, si želim, da bi bila navdušena, da bi me zgodba popeljala na noro potovanje. Želim si, da bi prišla ven in rekla, wow, res sem bila prevzeta. Nočem sedeti tam in razmišljati, je to res najboljše, kar ste lahko ustvarili? To je slab znak za film. Kakorkoli, kot sva rekli, je Millie Alcock odlična igralka, očitno je bila svetla točka. Ampak tukaj je stvar glede tega čudnega pojava, ki ga opažamo. Zdaj jemljejo te igralke. Ta video ima 5 milijonov ogledov, kaj ne? In jih pošiljajo na te PR turneje. Na to smo že navajeni. To se dogaja že od nekdaj. Ampak vse skupaj se zdi tako čudno. Tako čudno. Poglej to. Vprašanje na spletu o Karini spolni usmerjenosti v komentarjih. Je bilo to nekaj, kar si raziskoval, ko si se pripravljal na vlogo? Ni bil ampak včas mesece ponosa, ker dobivam vsa ta vprašanja. Ne vem, mislim, da je tisto, kar naredi ta film tako lep, to, da ni osredotočen na moškega. Sploh ni osredotočen na ljubezen, če že kaj. Ampak bomo videli. Res ne vem. Ampak ne vem, super je. Verjetno jo privlačijo tako moški kot ženske. Vprašanje na spletu. Ja, to je to. Je ne maraš več. Ljubila sem jo. Tako dobra je, ampak je ne maram več. Ne deluje. Ne deluje. To je tako nepristno. Tako je neautentično. Že samo po sebi je dovolj čudno biti igralka, kaj ne? Da si nekega dni rečeš, veš, kaj je moja sanja? Moja sanja je, da bi me imeli radi, ker sem nekdo drug. To je malo nenavadno. Moja sanja je, da ne bi živela svojega življenja, ampak da bi na zasloni živela življenja drugih ljudi. In res sem dobra v tem. Toliko dobra sem v izbrisovanju tega, kdo sem, da ljudi dejansko prepričam, da sem nekdo, ki v resnici nisem. Jupi, zaslužimo milijone dolarjev za to. To se mi je vedno zdelo res čudeno. Ampak ko vzameš te ljudi in jih postaviš na zaslone, pa počnejo nekaj tako nenavadnega, je nerodno. Je nerodno, kaj šele politična agenda, ki je dolgočasna, ampak je nerodno in čudno. In zato nikoli ne bi smeli poslušati politikov, hollywoodskih zvezd ali slavnih osebnosti na splošno v njihovi politiki. Ker so si ustvarjali kariero s tem, da niso znali biti sami sebi zvesti. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.